Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Izbrali smo zelo posebnega gosta, da zaključimo serijo letošnjih Showcastov. Je človek, ki pooseblja mir in upanje za prihodnost. Že več kot 25 let svojo fundacijo potuje po svetu in njegova misija je mirovna, dosegla je mednarodne razsežnosti. Zato lepo pozdravljam na ta zadnji letošnji podcast mojega gosta, glasbenika, mirovnika Džanija Rijevca. Lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Zdaj zmenila sva se, da se bova tikala, ne? Kot si rekel, da sva iz istega kotla. Tako, iz istega, kotla, ja. Zdaj, tudi ti si navajen takole spraševati, ne? Katera vloga ti je ljubša? Ko sprašuješ ali si spraševan? Reč, da ta, v kateri sem zdaj. Aha, je ljubša. Ja. Zdaj, za začetek je vsakega gosta prosim, če sabo prinese 3 predmete in teli so res zanimivi. Kaj imava danes tukaj? To so v bistvu ponazarjajo nekatere moje turneje po svetu. Ne. Ta je moja zadnja turneja, ki je bila leta 2015 in sicer v Argentini. Ne. In to je priprava za pitje mate čaja. In ko greš v Argentino, piješ mate čaj. Mislim, moram priznati, da mi ni prav dobro. V bistvu čist tak grenki, ampak tam se ful pije, mate čaj in je tudi ful zdrav. Ne? In to je priprava, tukaj noter se da čaj, tukaj se pije in to je to. Je pa v uporabi ali je bolj za spominek? Ne, ta je za spominek, ampak vse to je lahko se uporablja. Ne? Se pravi, to je Argentina. Potem je moja prva po svetu, takrat še smo bili z Samdom in kvartetom Big Bena, to je Avstralija. In Petra, ta bumerang, če ga zdaj vrževa tja po studiu, preleti nazaj, ne? Ja, pa ne bova, ne, probavala. Preleti v glavo. Raje ne. Ampak veš zakaj? Zato, ker je tukaj so, evo, vidiš, tukaj je rob, ki je, vidiš, da je posebej neki narejen v nek zbrušen in to pol, ko on dobi in se obrne in zaradi tega potem preleti nazaj. Pa si probal na prostem? Ja, pride nazaj. Super. Preleti se obrne ali tako in to ne bi bilo zanarjeno, da bi lovili pač lovci. To je, tako. V Kanadi sem bil tudi tistega, nisem prinesel s sabo, sem pa prinesel Portugalo, se pravi petelin, Portugalska. In tukaj je rekel simbol Portugalske. Tudi ena moja turneja na Portugalsko, takrat tudi sem šel predstavljati fundacijo Beli golob in tako naprej. Pa tudi veliko sem potem kasneje sodeloval z Fernandom Pereiro, to je znan portugalski pevec. Tako da, to je to. Zdaj moram priznati, da sem malo presenečena. Ne? Pričakovala sem tudi belega goloba, ki ga ni, ne? Vse to je beli golob. To je vse. Ja, to je vse beli golob. Veliko turnej je bilo tudi zaradi belega goloba, istočasno, se pravi glasba in beli golob potujeta istočasno, ker osnova te fundacije je pesem Beli golob. To sta 2 kitici Prešernove Zdravljice z našo univerzalno mirovniško mislijo Prešernovo ne vrag, le sosed, ne bo mejak, se pravi prijateljstvo. In Petra, to se mi zdi, da v današnjem času je še kako na mesto. Mislim, glih to najbolj potrebujemo. Zdaj, ravno to je bilo moje vprašanje. Ne? Leto je počasi se izteka, verjetno tudi ti vlečeš črto. Kakšno leto je za tabo? Zdaj v nekem globalnem smislu ni bilo preveč mirno. Torej, v globalnem smislu je katastrofa, pravzaprav, tako z eno besedo povedano. Sama vidiš, kaj se dogaja, nič ni dobrega, kamarkoli pogledamo okrog, pa ne samo te vojne, vse to, kar se, pa tudi se mi zdi ti naši odnosi. Postali smo si, ne vem, kaj pa si mačka. Ne vem zakaj, kaj je zlezlo v nas, moramo tudi sebe dati not, ker smo tudi mi del tega, ampak ni več potrpljenja, ni več čudni smo si, vse neki hiti in ne vem kaj, ne vem kam to pelje. In seveda potem pa tudi ta globalna situacija, vojne in tudi to vojno imamo praktično na pragu, skoraj. In kam bo vse to zapeljalo, kam bo šlo to, jaz upam, da bo 2025, da bo en obrat, ampak ne še na slabše, ampak da se bo malo to obrnilo. Kot nekdo, ki širi to poslanstvo miru, to mirovniško poslanstvo,
A kdaj izgubiš upanje, si rečeš, pa vse brez veze, glede na to, ko vidiš, kaj se dogaja? Vsi smo ti kamenčki v mozaiku, vsak izmed nas, ne. Če tebe ni, če mene ni, pa če unga ni, pa tako naprej, se pol nobenega ne bo, ne. Tako da vsi smo odgovorni za to, da bi se sestavil ta mozaik, ki se mu na koncu reče mir, sožitje, prijateljstvo ali pač kakorkoli že. Tako da vsak izmed nas je odgovoren za to. In to so mi potrdili tudi veliki ljudje, pri katerih sem bil na osebnem sprejemu, pri 3 papežih, pri Dalaj Lami, pri poglavarju Srbske pravoslavne cerkve, Armenske pravoslavne cerkve, Makedonske pravoslavne cerkve, ker sem jih tudi vprašal, vsakega posebej, kaj je mir? Čistko. In sem dobil posod enak odgovor, da mir je v naši notranjosti. Se pravi, če imamo notranji mir, ga lahko potem širimo na okolje, na družino, na okolje, kjer živimo, na mesto, na državo. In kot epicenter mi je rekel, da Dalaj Lama se širi. Ti si tisti, ki okrog tebe se potem ustvarja to valovanje, ki se širi ali slabo, ali pa dobro. Zdaj omenil si obiske pri papežih, Dalaj Lamo. Kakšni so te ljudje? Tudi v živo izžarevajo kakšno tako mirno energijo? Kakšni so? Preprosti. To sem potem nekako, ko sem razmišljal, kakšen je pravzaprav ta človek, ko sem bil pri njemu, in sem ugotovil, da je preprost. In to pomeni, da više kot so ljudje, bolj so preprosti. Bolj, ko je spodaj, bolj je nevaren. Zdaj ne vem, zato, ker rine navzgor, pa vse okrog sebe. Ampak na vrhu ti ljudje, ki so na teh pozicijah, so zelo preprosti in enostavni. In z Dalaj Lamo sem se pogovarjal, da ti ne rečem kako. Že mi dva se pogovarjava bolj komplicirano, kot z Dalaj Lamo. Res. Pa je bilo kaj treme pred temi obiski, sploh si verjetno mi ne predstavljamo. Pri prvem papežu. Ker nisem vedel, kako to izgleda, potem sem že nekako dobil to in potem sem videl, da v bistvu, pedi tja, tak si, jaz sem tak in to je to. Ne še pelješ sebe tja, in to je to. Zdaj, da bom jaz kaj se, finga delal ali pa, da bom imel tremo, tak sem, se tudi on je konec koncev samo človek. In bolj, ko si preprost, boljše je. So bili pa vsi ti obiski posledica ustanovitve fundacije Belega goloba. Ja. Kako je pa do tega prišlo? Kakšni so bili začetki? Leta 1999 sem bil na enem mednarodnem festivalu zabavno-glasbenem v Sarajevu. Forte se je imenoval in sem bil kot edini predstavnik Slovenije takrat. In po tistem festivalu so izvajalce, ki smo tam nastopali, peljali v en dom in tam sem videl otroke žrtve min. In tisti sem rekel, pa to je noro, tisti bogi otročki, eni so bili brez rok, brez nog, eni brez vsega, zdaj mi je ležalo samo ena truplice, ko so na mine naleteli, in to je noro. Pa sem rekel, kot glasbenik, ne vem, kaj lahko naredim za to. Potem je padla ideja narediti pesem in ko sem se vračal takrat iz Sarajeva, je bil ravno takrat na obisk v Sloveniji Bill Clinton, 1999, in sem v avtu, ko sem se vračal, poslušal govor, ki ga je imel tukaj na trgu v Ljubljani. In je govoril o Prešernovi Zdravljici kot o pesmi, ki ne poveže narode v Evropi. Ko sem prišel domov, napisal glasbo, 2 kidice Prešernove Zdravljice, ne vrakle, sosed, ne bo mejaki, nastala ta pesem Beli golob. In to je osnova te fundacije. Se pravi, glasba je osnova. In potem smo pač ustanovili fundacijo in zdaj, kakšen je namen te mirovniške fundacije? Širiti ideje o miru v svetu z glasbo. In vplivati mi, mali ljudje, da nekako, ali pa vsaj opozarjamo te visoke moralne avtoritete, kot so papeži in tako naprej, ki imajo vajeti sveta v rokah, kajte njihova beseda nekaj pomeni, če on nekaj reče, je lahko dobro ali pa slabo za svet. In zato mi mali ljudje, da gremo do njega in da rečemo, delajte za mir, govorite o miru, dajte širiti pozitivno energijo. In to je, zaradi tega so ti obiski potem pri vseh teh moralnih avtoritetah. Je pa do vsega tega prišlo v bistvu zaradi glasbe, ki pa je tvoja spremljevalka, pa že res celo življenje. Veš, zakaj? Tudi, prav Dalaj Lama. Dalaj Lama mi je rekel, da glasba nagovori človeka hitreje in globlje kot govorjena beseda. In sama veš,
ko slišiš na dobro pesem, če te zadane, te zadane. Ne? In je res to, ne? V bistvu. Ne? In zato je glasba tista, ima strašno moč. Ne? Bolj kot nek govor, recimo, če ti slišiš eno govor, te mogoče, ne vem, niti to se te ne dotakne, ne? Ampak ko eno pesem slišiš, wow, to je dobro. Ne? In ko obiskuješ te visoke predstavnike, jim tudi kaj zapoješ, če je glasba del teh obiskov? Ja, ko smo bili že pri prvem papežu, takrat smo še z Big Band kvartetom smo peli na sprejemu. Sem bil večkrat pri Janezu Pavlu II. Ne? Enkrat na začetku prav z Big Band kvartetom, ko sta šla takratni predsednik Kučan in Peter Lekl, predsednik vlade, do papeža, smo mi potem peli na tem sprejemu. Tako da, evo, takrat so se začeli nekako, bi rekel, te moje poti do teh ljudi. Kje pa se je začela ljubezen do glasbe? Doma? Doma. Oziroma se ne vem kdaj. Pri nas je doma vedno klavir bil, imamo doma več kot 200 let star pianino, Petrov, tak razlam, svečniki. Tisti klavir je bil vedno tam, zato ker je moj ded, pa praded, vsi so že bila glasba, je nekako bila v familiji in veliko se je pelo, pa zborovsko petje je doma v tej familiji in pevski zbor se je ustanovil tam in tudi jaz sem vodil zbor in tudi jaz sem pel zbor in tudi meni je vokalna glasba pred instrumentalno vokalmi je tisti, ki je najbolj človeški, bi rekel, ne, ki gre iz nas ven. Ne. In tako da prej sem znal igrati klavir, kot pa pisati. Ja, ko sem šel v prvi razred glasbene šole, so mi pisali sošolce zapiske, ker nisem znal še pisati. Znal pa že nekaj igrati na klavir. Veš. In klavir te spremlja, ne? Znameniti beli klavir, skoraj povsod gre s tabo. Veš kaj je zanimivo, ne? Da sem ga postavil na oder šele zdaj v zadnjem, v bistvu s turnejo prav v Argentini. Ne? Sem šel v Argentino, sem šel sam, edin klavir je bil. In sem imel koncerte s klavirjem tam, ne, in pok sem rekel, pesmo, to sem bil zaprav jaz, ne, to je moja muzika, ne. Veš, prej sem bil frontman Big Banda in kitara in to je to, ne. Klavir sem pa doma pustil, ne. No in zdaj se je začela ta zgodba s klavirjem, ko sem prišel nazaj, sem dodal še godalni kvartet zraven in delamo tak pop simfo z prepoznavno melodijo, se pravi, še vedno ostajam zvest melodiji, ker se mi zdi, da slovenska pop muzika je zamrla, ker smo pozabili na melodijo. In tiče, hite, od kdaj pa so največji hiti? 80. 70. leta, ne? Še zmeraj so tisti hiti, ki jih poznamo. Ne? Pol 90-ih je to vse padlo, zdaj bi pa povej en močen hit pop, govorimo o pop hitu zadnjih. Pravzaprav se nima, še vedno obstajajo, še vedno so tukaj Dan ljubezni, še vedno, ne, ampak to so vsi komadi iz 70-ih oziroma 80-ih let. Mari, življenje, evo. Kjeri komad bo tako ostal čez izdejšnjega obdobja? Se mi zdi, da to je nekaj, da imamo nek deficit, bi rekel, in to jaz poskušam s to glasbo, da ima refren, ki si ga ljudje lahko zapojejo. Jaz pravim, da je pesem, če si jo človek ne zna zapeti, ne obstaja. Pa se ti zdi, da je to posledica pomanjkanja hitov, ker je hiperinflacija vseh pesmi in jih je preveč, da bi nekdo dobil prostor ali pomanjkanje kvalitete? Ne, se kvaliteta je, absolutno. Imamo tudi ogromno. Zdaj ne moram reči, da ti mladi glasbeniki, veš, res. A spremljaš kaj? Seveda. Fante imajo svojo akademijo in tako naprej in obvladajo. Ne. Poseben velik korak je recimo v narodno-zabavne glasbe. Ne. Veš, danes so vsi ti narodno-zabavni fante, ki so z akademije, veš, ki igrajo klarinet, trobento in tako naprej, tako da njih je to. Ne. Ampak ne vem, a se je to potem, ali slovenske radijske postaje premalo te melodične, melodiozne glasbe, se pravi tiste, ki bi ljudem ostala v ušesih, predvajajo, ne, in jo je potem nadomestila glasba iz nekdanjih držav Jugoslavije. Ne. Oni imajo te melodije, ki ostanejo, zamatinske in tako naprej, veš, in ljudje to rabijo, očitno rabijo to. In je deficit, bi rekel, prav tega melodičnega popa. Ne. Predvaja se slovenska glasba na radijih, temu rečejo radio friendly, ne, se pravi radio prijazna. Ne. To je tista glasba, da ti lahko tam pišeš in te nič ne zmoti.
samo nekaj blinglja tam zadaj, ne, in to je to. Ne. Če en refren, ki ga ujameš, ne boš več pisala, če začneš tisti refren pet, ne, a veš. In take glasbe se mi zdi, da se premalo predvaja in zato apeliram na vse radijske urednike, naj predvajajo, ker imamo ogromno kvalitetne glasbe, dobre, kvalitetne, melodične ali melodiozne glasbe, tiste, ki jo ljudje morajo peti. To je dobro za tudi za našo identiteto, ne, kajti to je del naše kulture. Pop kultura je del kulture. Zdaj, ko smo pri pop kulturi, ne, tudi tale suknič je en tak ikonični kos oziroma te tvoji sukniči. A lahko kaj več o tem povi? To je koncertna obleka. Ne. Se pravi, če je za klasiko predpisan frak ali smoking, je za mojo glasbo predpisana ta koncertna obleka. Ne. Zato, ker sem povezal klasiko in pop muziko in žena moja je oblikovala, narisala to zadevo. Moja žena je slikarka, kiparka in je narisala in potem je šivilja. Seveda se šije te obleke in je to tako nek razpoznavni, bi rekel, tudi moj razpoznavni. A se reče temu znak? Ja. Recimo, ne? Imidž. Slog. Ja, slog. Koliko pa je doma teh oblek različnih? 6, 7. Eno ima rdečo, eno ima... Pa glede na razpoloženje... Ja, zdaj, ko smo v tem času, da je malo bolj... Ko se dešajna, ne? Se blešči. Je pa tak malo kičast čas, ne? Drugače pa ima ta obleka še kar nekaj drugih pomenov, ne? Eden pa je tudi ta, da je to v bistvu poklon mojemu stricu, ki je bil baron Andrej Winkler, kranjski deželni predsednik. On je vedno sprejemal Franca Jožefa, ko je prišel sem v deželo Kranjsko, nekaj pa Trbovljah je bila tam meja in on ga je šel počakati in ga tam sprejel. In zato malo spominja na tiste čase Franca Jožefa in mogoče tudi to, ne. Tako da je poklon tudi njemu in je poklon tudi publiki. Nisem vedno spoštoval, nisem nikoli ignoriral publiko. Ne. Se pravi, če prideš na oder, je to, da se tudi s tem nekako pokloniš publiki, da imaš bi rekel, tako, en tak svoj stil in pač to je to. Ne. Nisem pa jaz to izumil, vse veš, to so bili že Beatlesi, Michael Jackson, pa še marsikdo drug. Pa je bila kdaj kakšna opcija, da bo prišla tvoja kolekcija oblačil, da bi še kdo drug lahko to oblekel? Glej, pa bomo videli, kako naprej. Zdaj v glavnem so moji koncerti so sentimenti, ne? To pomeni sentiment, ne? Se pravi čustveno. Čustva, ne? Tako so naslov vseh teh mojih koncertov so sentimenti, ne? In iz tega se je razvila tudi kava van, že ima svojo kavo, to veš. Vem. Sentimenti. In to je edina kava v Sloveniji, ne v Sloveniji, na svetu, pri kateri ko jo popiješ, se grabijo sentimenti. Ima tako močen učinek. Ja, močen učinek, ampak pozitiven. Veš. A jo postrežeš tudi svojim gostom, ko si na kavi z njimi, ko snimaš oddajo? Tudi, seveda, je ta kava, bi rekel, me zdaj spremlja in kava je, pa tudi vse veš, kaj je kava, ne? To je ritual, ne? Obred, druženje. Kam greva na kavo, ne? Kje se zgodijo ljubezni ob kavi, ne? Tudi, ne? Ali pa ob dobrem kozarcu vina, ne? Kozarcu vina, ali pa ki se sklenejo posli, ne? Ne tam na sestankih tiste mora biti, ne? Ampak pol se gre na kavo, ne? Ali pa se spije kavo vmes, ne? In to je kava ima en tak, bi rekel, to je poseben obred, ne? In za kavo si moraš vzeti čas. Petra, ne, vse veš. Koliko na dan si jih privoščaš? Dobro, jaz sem zdaj tako zjutraj, pol mogoče ob 10, pa po kosilu še ena, zvečer pa pol ne pijem več kave. Spiješ slabo kavo, če ti jo nekdo postreže? Tako bom rekel, zdaj kava, zdaj sem malo več o tem, veš, ne. Danes, tako kot vino, ne moreš na tržišče, če ni vsaj malo dobra, ne. Ali pa kjerkoli bi rekel izdelek, danes je trg nasičen, ne, in zato bi rekel, da po tiste slabe kave,
kot take, ne, ni slabo, je lahko pripravljeno. Ne. To je pa druga zadeva. Glede na to, da mi živimo ob meji, ne, in Italija je vedno slovela kapučino, kam boš šel, če hočeš dober kapučino, moraš iti v Italijo. Ne. Zdaj je tudi pri nas, ne, ker postajajo te akademije, ne, pa se ne naučijo dobro kuhati kavo, tako da piješ lahko po celi Sloveniji. Ampak včasih ni bilo tako, ne. Včasih si mogel iti v Trst ali Gorico, da si spil en kapučo, pravi, ne, tak. Zdaj me pa nekaj zanima, ne. Pred kratkim je šel nov video spot Lipa od None, ne. Nekaj besed o tej stvaritvi, o simboliki te pesmi. Gre tudi ne za neko obujanje teh ritualov, ko so se včasih ljudje zbrali in si namenili čas, tako kot ob kavi. Veš kaj, Petra, tradicija, ne? Jaz sem velik zagovornik, da mi moramo graditi na trdnih temeljih, ne? In to je tradicija. In se mi zdi, da tukaj Slovenija pada. Tukaj smo padli na celi črti, da smo pozabili na te naše korenine. Vsi narodi, kamorkoli greš, kjerkoli sem bil, ne, evo vidiš, kjerkoli, kaj bom prinesel ne bom prinesel, ne vem, moram ti prinesti iz Avstralije bumerang, ne. A veš, to je del njihove kulture in mi smo malo pozabili na te stvari. In moramo graditi na tradiciji, je to dajati sedanjost in prihodnost, ne. Ampak brez tega, brez teh trdnih temeljev je konec vsega. Veš, to se mi zdi na tukaj. In ta pesem Lipa od None je prav to, ne, ta tradicija, se pravi druženje pod lipo od None. Ne. Pod lipo od None, mi imamo doma več kot 200 let staro lipo na dvorišču, na Borjaču, veš, ko rečemo Primorci, Borječ. Borjač se imenuje dvorišče. Aha. Na Borjaču imamo lipo, več kot 200 let staro, in pod to lipo smo se in upam, da se bomo tudi v prihodnje vedno družili. Ne? In tam so se dogajale, se je marsikaj zgodilo spodaj, nove ideje, kakšne zaljubljali so se ljudje, vse živo in tako naprej. Skratka, vedno se je kaj zgodilo. Ne? Pri teh pristnih druženjih ob kozarcu vina smo kakšno po domače rekli, ali pa zdrava kmečka pamet. Ne? In tudi to nam manjka v današnjem času, da je 1 in 1 samo 2, da ni 1 in 1, 2,73 in še nekaj zraven ali pa nekaj manj. Ne? Ampak je, a veš, so nekateri postulati, ki so točno postavljeni. Zdrava kmečka pamet. In to je ta videospot Lipa od None. Se pravi, druženje pod Lipo od None, še posebej, ko je bil COVID, ko ni bilo tega druženja, smo to pogrešali in zato je nastala tudi pesem in zato je tudi videospot potem, ko smo nastal pod Lipo od None. Kolikokrat si vzameš čas za taka druženja, kot se zgodijo pod Lipo od None? Pa kadar smo doma, kar veš, poleti, ko je toplo, mi se v bistvu zvečer tam usedemo. Pod to lipo, kakšno rečemo, povabimo prijatelje, pridejo prijatelji in tako naprej, hočemo več vina, vrežemo eno feto pršuta, tako lepo in tudi kaj zapojete? Tudi kaj zapojemo. To je moja žena, mojstrica, ona nareže kakšen pršut in tako naprej. Za te res, ja, tako. Ženo si že omenil, ne, tudi da je zrisala te prelepe sukniče. Imata pa prav posebno tako poročno zgodbo. Mislim, da sta edina Slovenca, ki sta se poročila v Vatikanu. To sva dol zvedla. Kako je sploh prišlo do tega? Kako ti uspe, da si prvi Slovenec, ki se poročil v Vatikanu? To nisem vedel, da sva prva Slovenca, to sva zvedla tam, ne, ko so nam povedali, da sva prva Slovenca poročena v cerkvi Svetega Petra v Vatikanu. Prišlo je pa do tega tako, čisto bi rekel, spet tako, veš. Beseda nekon. Ko sem bil na enem izmed teh mojih obiskov v Vatikanu, sem tam potem rekel, stkal tudi nekatere prijateljstva, a veš, da se slišimo z nekaterimi ljudmi, ki so zelo pomembni Slovenci naši v Vatikanu samem. In enkrat sem bil tudi dol sem se stavil pri našemu kardinalu, ne, Rodetu. Ko smo tako sedeli pri njemu v stanovanju, smo pili spet kafe, a ne, pili kozarec dobrega vina. Ja. Jaz sem kot tako rekel, ne, ko sva s Patricijo, tako sva se delala, še fant in punca, in sem rekel, vaša eminenca, ne, sem rekel, kaj, če se bom midva kdaj poročila, kaj bi vina jo poročil, ne?
Ja, zakaj ne, je rekel, ne. Sem rekel, ko bo, vas bom držal za besedo. In ko je prišel do tega, sem ga poklical, sem rekel, zdaj pa tako, zdaj pa morate držati besedo. Ni druge variante. In tako se je pač zgodila potem, da ne je on poročil, potem seveda želja najna je bila, da je to cerkev svetega Petra, obstaja kar hud, bi rekel, moraš kar neke stvari izpolniti. Protokol verjetno je. Ja, protokol je kar hud, ne. No in potem se je vse to zgodilo in drugi dan sva doživela še presenečenje, da ne je še papež sprejel kot torej novo poročenca in nam dal tudi poseben apostolski certifikat, tak, imam doma, veš, da bi lahko nas prinesel, kaj tudi unikat, pravzaprav tako. Ja. In sta še kar edina, ki vam je to uspelo? Ja. Verjetno so lepi spomini na to. Ja, lepi spomini. Veš, to so tako pač posebne, bi rekel, posebno doživetje in tako naprej je tudi malo tako, že sam protokol je tak, malo bolj drugačen, kot je recimo, ne, tako je že tako malo, bi rekel, tako se počutiš, da si že malo, ko te peljejo tja, pa so varnostniki zraven. Čez poseben vhod, ne, če sem prav zasledila, ste šla. Tam, kjer grejo vsi državniki, ne, ko grejo predsedniki držav, grejo skozi tisti vhod. No, to smo šli tudi mi dva. No, tudi pač do kapele, kjer smo bila kapela, krasna kapela v cerkvi svetega Petra in tako naprej. Tako da je malo posebno, res ostalo v spominu. Zdaj omenili si državnike, predsednike držav in sem se spomnila, enega prav posebnega sošolca si imel v srednji šoli, ne? Kdo je bil to? Lahko razkrijeva. Ja, to je bil Borči, ne? Borut Pahor, ne, nekdanji predsednik Borči. Borči. Sta bila dobra prijatelja? Ja, seveda. Bil je tudi menedžer, če sem prav zasledila. Prvi menedžer. Kakšen menedžer je bil? Big Bang kvarteta. Ja, tako je bilo, imam še vizitko doma, ne? Menedžer oziroma zastopnik, piše zastopnik Borut Pahor. Takrat, ko smo bili mulci, ne, pa smo rekli, ja, rabimo menedžerja, ne, in on je takrat že imel te neke, bi rekel, bil malo tako, čeprav on je bil celo gimnazijo, je bil politika. Ne. Mi takrat smo mulci, smo kaj drugega, jaz sem bil bolj muska, bolj uno, meni to ni toliko zanimalo, ne, ampak on je bil preskos. On je imel jasen cilj, da bo predsednik in je bil predsednik. Aha, že takrat je. Ja. Zanimivo je maturanski izlet, ko smo šli po Jugoslaviji takrat, ne? In ko se je toliko govorilo, bo predsednik, smo ga imeli že kot predsednika, že takrat, ne? In ko smo prišli na Dedinje, takrat je bilo seveda, smo šli pogledati tudi grob od Tita dol, ne, na Dedinje v Beogradu, ne? Smo tam pa že z avtobusa dol in smo mu napravili iz avtobusa tako špaliraš, tam so postavili, ne? In on je bil gor. In pa smo peli, takrat je bila, ko je jugoslovanski predsednik prišel, so peli narodni heroji, pesem je bila, kot je rekel, ta-da-ba-da-dam, ta-ba-da-da-dam, pam-pam-pam-pam, ta-da-ba-da-bam. In tu smo vsi tako vstali in on je prišel z avtobusa dol kot predsednik. Ne, a je že treniral? A ste še kaj slišita? Sta kaj... Moram povedati, da ko je bil v času, ko je bil predsednik ali vlade ali tako od parlamenta ali države, niso bila veliko v kontaktu. Srečala so se na kakšnih, tako bi rekel, kakšnih prireditvah. Pa tudi zdaj nimam, bi rekel, po kakšnega kontakta nisva imela, tako nisem, pa jaz tudi nisem niti, bi rekel, hotel, zdaj bom pa jaz, ne vem, kaj gledal to, da bom, ne. Mogoče zdaj, evo, ko je nehal, mogoče bo spet menedžer, ne? Mogoče. Pa te je kdaj zamikalo, da bi šel po njegovih stopinjah, da bi šel v politiko? Bil sem politik na najnižji stopni. To vem, da je predsednik krajevne skupnosti. Ampak to je politična funkcija. To je zelo pomembna funkcija. Ja, seveda, tukaj se vse začne. Si voljen iz ljudstva, ne? To je politična funkcija, ne? Ljudje te izvolijo. Ne? In jaz sem bil predsednik krajevne skupnosti, ampak da noč mislila, da je to je velika funkcija. Tam si na udaru za vse. Če žarnica ne gori na drogo gor, ne, ob 2 po noči dobiš klic. Točno vejo, kje te najdejo, ne? Ob 2 po noči sem dobil klic. Ne gori luč.
Kdo je kriv? Ja, predsednik krajevne skupnosti, ne? Da je crkvena ona luč, gor je seveda. Ne? In takoj, drugi dan, akcija, luč postaviti gor, žarnice in tako naprej, tako da ni enostavno. Ne? A veš, v bistvu si za vsako stvar si, bi rekel, neka tarča. Ne? Tako je predsednik krajevne skupnosti kriv, potem moraš celo reševati družinske spore, ne? Tudi to se zgodi, ne? Da moraš iti, so se ne vem kje, tam so se nekaj sporekli, ne? Predsednik krajevne skupnosti, Odgovorna funkcija, ne? Odgovorna funkcija. A veš, tako da sem okusil malo to politiko, ne? Pol pa sem preveč, bi rekel, bolj sem jaz tukaj doma, veš. Pa so te kdaj vabili, kakšne stranke? Ja, ful so me vabili. Tako da, če bi šel kandidirati za župana, pa tako naprej, ne. Pol mi nisem rekel, jaz ostanem to, kar sem, to, kar najbolj čutim. Pa nisi nikoli začutil, da mogoče bi pa iz tam lahko naredil kakšno večjo spremembo v Sloveniji, v svetu, če bi bil na kakšni taki funkciji? A lahko iz te pozicije, na kateri si delaš večje spremembe? Glej, to je, bi rekel, da tako, smeš, kaj si... Sama veš, kako je s to politiko tukaj v Sloveniji, ne? Mislim, mi smo, ne vem, tudi tukaj smo malo zašli, no. Pa ne si bodo levi, desni, ne vem, kjer je že vsi, se mi zdi, da smo tukaj tudi škoda, ne, ker smo tudi tukaj. Politika je seveda zelo pomemben del, ne, ampak ljudje so postali, kar je najbolj grozno, apatični. Ne. Ljudi to več ne zanima. In to je za demokracijo najslabše. Njih ne zanima, je na poziciji ali je on, jim je vse. In to ni dobro. Pa vidiš, kakšno upanje, da bo do kakšnih sprememb prišlo? Upam. A veš, pride do ene točke, ko bo katarza, ko bo očiščenje. In to se mi zdi, da potrebujemo. Doma potrebuje katarza, pa tudi svet. Potrebujemo neko, se mi zdi, da nekaj se more zgoditi, nekaj nas more žal, nas nekaj more stresti. Jaz sem mislil, da je to epidemija tisto, ki nas bo postavila nekaj na realna tla, pa bomo začeli, pa očitno ni bilo dovolj. Nekaj nas more stresti, da potem se iz tistega pogorišča, da spet zraste nek nov cvet, a veš, ki bo zdrav in tako naprej. Ne. Upam samo, da ne bo kakšna huda katastrofa. Samo to. Zdaj vseeno smo na pragu novega leta. A si ta tip človeka, ki naredi nekakšno bilanco, potegne črto, pogleda, kaj je bilo dobrega, slabega, si napiše kakšne načrte za naprej? Dobro, glej, gotovo, da je pač, seveda starejši bomo, za eno leto, to je tisto najbolj grozno, ampak kakorkoli že. Malo pogledaš, kaj si napravil za nazaj, ampak zdaj, da bi delal neke velike plane za naprej, pa ne, a veš. Jaz mislim, da se moramo predostiti, kar bi rekel trenutku. Ne. Seveda, moramo imeti nek cilj, brez cilja tudi človek ne more biti. In cilj, mi je rekel nekdo, ali pa je bilo že rečeno, cilj mora biti zelo visoko postavljen. Ti si moraš letvico ful visoko postaviti. Če si postaviš nizko, bo tudi cilj nizek. Ne. Visoko, boš potem nekam ti prišel. Ne. Če ne bo cilj visoko, potem bo zmeraj na tleh ali pa celo šel pod ničlo. Ne. A kaj pa je bila mogoče kakšna taka lepa stvar, po kateri si boš zapomnil 2024? Se ti je kakšna želja uresničila, si kakšen tak poseben cilj dosegel? Glej, veliko se je naredilo v tem glasbenem smislu, ne. Veliko sva tudi z ženo skupaj naredila, ne. In jaz mislim, da je glavni cilj je to, da bomo zdravi, da bo vladala ljubezen, da bo ljubezen premagala zlo in da gremo naprej. Ne. Ko sem jim zadnjič govoril z Ferjem Lajščkom, je rekel, veš, ljubezen je tista, ki bo vse rešila. In zato pravim jaz tudi v eni moji pesmi, da ljubezen je moč, ljubezen nas gor drži, brez nje naj ni. Zelo lepo. Zdaj, vseeno sva tukaj v medijski hiši, pa mogoče vprašam, kakšne naslove časopisne, spletne si želiš, da bi brali v novem letu? Te bom nekaj povedal. Ne? Pri nas doma smo naročniki na delo od slovenskega poročevalca naprej. Zvesti naročniki. Veš, kaj to pomeni, da imamo delo v krvi. Res.
Vedno sem jaz tu mulj z gimnazije, ne, smo vedno, in pa sem pod klopjo bral delo, ne, sem imel spodaj nekaj, kaj imaš tam spodaj, ne? Vedno je bilo pod klopjo sem ga včasih doma vzel, pa sem ga že za šolo nesel, ker malo mi je tudi politika skozi zanimala, sem skozi malo bral, ne, zadevo. Tako da sem, evo, je del moje zgodbe tudi, ne, skozi to sem šel. Zelo lepo. Ja. Torej, kakšne naslove pa bi rad bral? Lepe, pozitivne? Samo pozitivne. Preveč je negativizma. Veš, danes se, seveda, prva stvar, ljudje smo tako, ne, bad news is good news, ne, to smo največ prevzeli od nekje, ne, a veš, slaba novica je dobra novica, ne. Ker če ti nekomu daš 10 evrov, ne bo na naslovki časnika. Če boš pa ti nekomu ukradel, boš pa naslovki časnika, ne. A je tako? Vidiš? Zelo dobro primerjava. Ja, tako je. Točno tako je ukradel 100 evrov, ne. Da je pa nekomu, kdo dal 100 evrov, ne, ti pa dal mu je 100 evrov, ne. Bravo. Pa ne bo pisalo vam, ne. Ja. Tako da jaz si želim pozitivnih novic in jaz upam tudi, da na koncu bo vse, vedno dobro premaga zlo. Sicer nas ne bi bilo več, ne, sicer bi bilo že vse šlo v franže. Tako da dobro je vedno tisto, ki je močnejše od zla. No, pa naj s temi lepimi mislimi zaključiva tale najin pogovor. Zelo sem vesela, da si vzel čas. Tudi jaz ti želim vse dobro, da bomo brali čim lepše novice tudi o tebi in tvoji mirovni misiji. In upam, da se še kdaj vidijo. Hvala, Petra. Hvala za povabilo tudi tebe. Vse dobro in lepe praznike. Srečno. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. To je bil zadnji Showcast v letošnjem letu. Upam, da se gledamo tudi prihodnje leto. Hvala.